Pozdravljeni! Danes se najprej odpravljamo med gasilce. Predsedniki 15 gasilskih društev in predsednik Gasilske zveze v občini Ormož so minuli ponedeljek z županom Danijelom Vrbnjakom podpisali pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v občini Ormož za leto 2025. Občina Ormož gasilcem letos zagotavlja nekaj več kot 354 000 evrov. Specifikacijo finančnih sredstev namenjenih delovanju gasilstva v občini Ormož je uvodoma predstavil župan Danijel Vrbnjak. Zdaj za leto 2025 smo v proračunu občine Ormož planirali 354 470 evrov. Zdaj verjamem, da bomo to sredstvo do konca leta pokoristili. Zdaj za redno dejavnost Gasilska zveza Ormož namenjamo 62 450 evrov, za refundacijo plač za čas odsotnosti z dela, to še bomo videli, to se pravi, kar se tiče izobraževanja, tega namenjamo 2700 evrov. Redna dejavnost gasilskih društev je 49 320 evrov, potem imamo zavarovanje gasilca in premoženja v vrednosti 19 400, sledijo vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 10 700 evrov, kar pa je sta dve izmed najvišjih postavk pa je, to se pravi sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme. Nas v letu 2025 čaka v vrednosti se pravi 124 750 evrov in pa za sofinanciranje vlaganj v gasilske domove imamo na razpolago 85 150 evrov, kar skupaj znese že prej omenjenih 354 470 evrov. Jaz verjamem, da denar gre v prave roke, jaz verjamem, da vse kar na področju gasilstva vložimo, še enkrat povem, da gre preko za vprid in pa za dobrobit naših občank in občanov, ki v naši občini delujejo in živijo. Varnost mora biti vedno na prvem mestu, vemo naravne ujme, vse ostalo nekako glede na vse, kar se nam je v zadnjem času dogajalo, ne že lahko potihem pričakujemo, ne da bi se želeli, ampak na to moramo biti absolutno pripravljeni. Mogoče ne pojasnim samo to, oziroma dodam, da kaj se tiče pri opremi, res da velik delež finančne konstrukcije pri nabavi vozil in opreme predstavlja občinski delež, kar konkretni delež, tudi tam približno 30-40% investicije pa so društva tista, ki z svojimi aktivnostmi, svojimi dejavnosti zagotavljajo sama. Jaz sem tudi prepričan, da je ta model na nek način korekten in tudi daje potem neko težo društvu, kajti to, da v društvih se trudimo za dosego ciljev in nam ni čisto vse podarjeno, ampak moramo tudi kaj sami narediti, je tisto, ki nam daje to moč in nas povezuje in je tudi na nek način tradicija, ki jo izvajamo. Tako da sam bi cenil, da je to korektno. Zdaj, ostala sredstva, ki so seveda namenjena še za zavarovanje. Zavarovati moramo in gasilska vozila, zavarujemo gasilce, zavarujemo nezgodno gasilce, zavarujemo jih tudi v primeru poškodb na intervenciji, da imajo potem enake pravice, kot da se bi jim poškodba zgodila na delovnem mestu, se pravi, da imajo 100% bolniško. Potem iz tega naslova tudi izobražujemo gasilce, kar je tudi zelo pomembno. Izobražujemo jih pri nas v Ormožu na našem poligonu, na nivoju regije, posamezna usposabljanja pa se izvajajo na Igu. Prav tako pa v sklopu tega potem še tudi zagotavljamo sredstva za vse ostale dejavnosti, od tekmovanj naše mladine, naših članov in pa ostalih udejstvovanj. Tako da, jaz sem prepričan, da naš gasilski proračun, ne bom rekel, da je krat 2, to, kaj se danes tukaj pogovarjamo, ampak vsaj 50% tega zneska ali pa še mogoče kaj zraven naši gasilci z svojimi dejavnostmi dodajo, da lahko upravljamo javno gasilsko službo za naše občane. Seveda govorim o finančnem delu, kaj se pa tiče delu, ki pa ga namenjamo in pa prosti čas, pa ga seveda ne
ovrednotimo, če pa še bi to ovrednotili po ceniku Gasilske zveze Slovenije, pa sem prepričan, da se pogovarjamo o faktorja 2, 3, celo mogoče 4. Kar se tiče voznega parka posameznih prostovoljnih gasilskih društev, predsednik Gasilske zveze dodaja. Zdaj, iz preteklega leta, še v letošnjem letu čakamo nabavo gasilskega vozila GVV1 za prostovoljno gasilsko društvo Hermance. Drugače, z letošnjega proračuna pa bomo financirali 2 vozile, in sicer gasilsko vozilo za prevoz moštev za prostovoljno gasilsko društvo Vitan Kok in pa prostovoljno gasilsko društvo Cvetkovce. To so avti, ki so že v fazi dobave. Zdaj, jaz upam, da bodo dobavni roki taki, da bo to v letošnjem letu izdobavljeno. Drugače, če pa se bo kaj pri roki zavleklo, pa mogoče že bi ne šlo. Ne. Ker so roki kar dobave vozil se podaljšujejo, pa potem se zmenimo, da pridejo vozila, pa potem najdejo neke razloge, da niso izdobavljena glede proizvajalcev, ampak načeloma bi ta 3 vozila v letošnjem letu prevzeli. Se pravi, eno iz preteklega leta in pa 2 z letošnjega leta. Kar se tiče opreme potrebne za delovanje posameznih gasilskih društev, bo tako zadovoljiva. A bodočnost prinaša vse večje potrebe, o katerih se v Gasilski zvezi v sodelovanju s občino že pogovarjajo in iščejo rešitve. Zdaj, glede na kompletno gospodarsko rast, glede na vse, kar se nam v zadnjem obdobju v občini Ormož dogaja, glede na to, da tudi so določena dovoljenja posameznih večjih podjetij tudi vezana na določeno gasilsko opremo oziroma, če sem bolj natačeno, vozilo in pa kategorije, bomo absolutno morali ne na dolgi rok, pa ne na srednji rok, ampak kar hitro verjetno razmišljati tudi o nabavi, se pravi, same lestve. Zavedamo se tudi, da mogoče večkrat smo upozorjeni tudi ze strani katerih gasilskih društev, tudi da bi mora biti mreža določenih hidrantnih omrežij morala kje biti še boljše napravljena oziroma bolj dostopna. Tako da se bomo tudi v prihodnosti trudili, da to napravimo. Pa mogoče dogovor oziroma ena ideja, kar je tudi že bilo dano, da mogoče razmislimo o nabavi še kakšnega večjega vozila, ki bo omogočalo, se pravi, prevoz večje količine vode na določena mesta. Tako da to so mogoče še tiste stvari, o katerih bomo morali razmišljati. Plane, ki jih sprejemamo tudi za naprej, na sami občini se sprejemajo podrobne prostorske akte, kjer bodo omogočeni tudi gradnja več stanovanjskih objektov, to se pravi več nadstropnih objektov, kjer bomo tudi morali zagotoviti, se pravi, ustrezne dostope in tako naprej. Tako da to je mogoče toliko, v kateri smeri še naprej razmišljamo in o kateri zadeva se bomo tudi morali v bližnji prihodnosti pogovarjati, kajti tako kot je vse ostalo, tako tudi razvoj kraja, tudi, bi rekel, tempo na podlagi vsega tega omenjenega tudi nekako diktira, v katero smer moramo kot občina, tudi kot gasilska zveza, tudi kot posamezna gasilska društva tudi nadalje tudi razmišljati. Gasilsko vozilo z lestvijo, katero si Gasilska zveza Ormož v primeru potrebe po pogodbi posoja od Gasilske zveze Ptuj, stane okrog 900 000 evrov, je pojasnil župan. Kar predstavlja velik zalogaj, občina računa na pomoč države, vsaj polovico pa bo morala zagotoviti sama. Gasilska zveza Ormož, ki združuje 15 prostovoljnih gasilskih društev, deluje preko 3 gasilskih operativnih območij: Ormož, Velika Nedelja in Ivanjkovci. V sklopu Gasilske zveze Ormož deluje 9 društev prve kategorije, 5 društev druge kategorije in 1 društvo četrte kategorije. Vsa društva štejejo okrog 2000 članov, od teh je več kot 300 operativcev. Letošnji dan gasilcev bo konec junija potekal v organizaciji prostovoljnega gasilskega društva Trgovišče, kjer praznujejo 130 let delovanja. Jubilej pa bodo združili 70. obletnico delovanja Gasilske zveze Ormož. Sedaj pa na kok.
Med dogodki v okviru Antonovanja na Kogu 2025 je minuli teden potekala okrogla miza o priložnostih in možnostih turizma na obmejnem območju od Razkrižja do Cestice. Dogodek, ki ga je društvo Antonovanje na Kogu organiziralo v sodelovanju z občino Ormož, je združil predstavnike različnih inštitucij ter zainteresirano javnost iz Slovenije in Hrvaške. Med temi so bili predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Poslanec Državnega zbora Andrej Kosi in poslanka Hrvaškega sabora Barbara Antolič-Vupora, župani Ormoža, Središča ob Dravi, Razkrižja in drugi, ter predstavnica Štajerske turistične zveze Janja Viher. Okroglo mizo je vodil dr. Boris Jesih, sicer predsednik Slovenske izseljenske matice. Zbrani so na srečanju, ki je potekalo v konferenčni dvorani Košarkine hiše na Kogu, delili svoje poglede in izkušnje ter predlagali možne rešitve za trajnostni razvoj turizma. Možnosti je veliko, so ugotavljali. Potreben je pravi prenos informacij, znanj in dobrega sodelovanja za izvedbo trajnostno vzdržnih čezmejnih projektov in inovativnih turističnih produktov ter tržno zanimivih paketov s podporo digitalizacije in državnih oziroma evropskih spodbud. In mislim, da je čas za debato o tem ravno pravi. Namreč v drugi polovici februarja zaključujemo z drugim razpisom standardne projekte na čezmejnem programu Slovenija-Hrvaška, kjer se daje največji poudarek ravno na programu turizem. In jaz, ko gledam te prelepe kraje, in nekje vmes tukaj je meja, vidim res potencial in možnost, da bi se ta turizem tudi preko mehanizma Interreg lahko še bolj intenzivno razvijal na obeh straneh meje. Predstavnik Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj Jan Škobrne iz ekipe Interreg Slovenija-Hrvaška pravi, da je iz naslova Interreg trenutno razpisanih 20 milijonov evrov za 3 področja sodelovanja. Kar se tiče tistega, ki nas najbolj zanima, turizma, imamo na razpolago 10 milijonov 868 tisoč evrov. Kaj je pomembno, se pravi, mi tukaj krepimo vlogo kulture in trajnostnega turizma. V programu je ta prioriteta umeščena bila predvsem ob razmisleku, ko se je zgodil COVID, smo ugotovili, da nismo tako odporni, da nismo tako samozadostni in da mogoče moramo destinacije, produkte, ljudi, znanja bolj povezati, bolj organizirati. In zdaj smo v fazi, ko imamo mir, denar in čas, da se pripravimo tudi za morebitne naslednje izzive. In to je to, kar si bomo potem mogoče v razpravi tudi podrobneje pogledali. Razvoj turizma v obmejnem območju ima veliko priložnosti in tudi preprek, ugotavljata poslanca Andrej Kosi, poslanec v Državnem zboru Slovenije, in Barbara Antolič-Vupora, poslanka v Hrvaškem saboru. Med ključnimi preprekami so transportne povezave, trdi hrvaška poslanka, ki prihaja iz Cestice in problem dobro pozna. Rabimo medsebojne predvsem prevoze. Cestica in Ptuj sta imela 12 avtobusov dnevno. 12 avtobusov dnevno. Danes ni niti enega. Med Ormožem in Cestico ni nobene povezave. Pa imajo skupaj, Lucija je rekla, vzamem ti temo, boš poznaje z vidika mladih tudi kaj povedala, je veliko stvari, ki se enostavno ne dogajajo med ljudmi in se ne širi ta gospodarsko sodelovanje, zato ker ni enostavno veze, ker se je presekalo. In ni niti enega, celo vlak se je presekal. In zdaj edino, jaz sem zastopniško vprašanje postavila, edina avtobusna redna, govorimo o rednih avtobusnih linijah, ne Flexbusu. Edina avtobusna linija je med Reko pa med zdaj na novo vzpostavljena, ker so le po dolgih letih prišli do tega, ker moramo živeti zeleno in zeleno je javni prevoz, ne?
No, ampak to Ministrstvo za infrastrukturo, nažalost danes ne sedi tukaj, ampak smo pa vsi pravzaprav, tudi gospodarstvo, tudi kohezija, naslonjeni na to medsebojno sodelovanje. Da ne bom dolga, to je bila samo ena od veliko idej, ki jih boste vi udejanjali in je tudi turizem en del tega medsebojnega prevoza. Problem javnih prevozov med obmejnimi kraji je izpostavila tudi predsednica zamejskih Slovencev na Hrvaškem, ki pa je pogled na splošno situacijo in možnosti povezovanja mladih na obeh straneh meje predstavila v imenu mladih Hrvatov. Torej, trenutna situacija, kar dejansko imamo, je to, da dijaki in učenci iz Cestice, ki se šolajo v Ormožu, torej, ko sem jaz bila recimo dijakinja gimnazije Ormož, je takrat še gimnazija predstavljala svoje programe na osnovni šoli Cestica. Imamo učenje slovenskega jezika kot dopolnilni pouk v osnovni šoli Cestica in tudi ostalih srednjih šolah znotraj varaždinske celotne županije. Bistveno je tudi to, da prebivalci Cestice nakupujejo v industrijski coni Ormož in so uporabniki njenih storitev, torej Hofer, Lidl, ostale stvari. Ormoški bazeni, še ena pomembna stvar, veliko obiskovalcev je ravno prebivalce iz občine Cestica. Še ena pomembna stvar je naše združenje oziroma udruga mladih hiperaktivni, ki recimo vsako leto organizira festival elektronske glasbe z 800 obiskovalci. Na drugi strani pa je klub ormoških študentov, recimo, tu obstaja ogromen potencial še za neko skupno organiziranje nekih dogodkov ali projektov, ravno v smislu promocije regije ali pač vsega drugega. No, in kot sem že povedala, to so še mnogi drugi kanali, preko katerih že poteka neko nevidno sodelovanje in katerega lahko s skupnimi močmi še dodatno okrepimo. In vse to, kar sem naštela in na podlagi pač obstoječih projektov, bi bilo treba uvesti, kot je Barbara in kot je že tudi prej Boris napovedal, korenito spremembo na področju infrastrukture, torej prevoz. Torej potrebno je narediti analizo povpraševanja najprej, če sploh, in potem iz obeh strani uvesti nove avtobusne linije, ki bi torej okrepilo to medsebojno povezovanje, kot je Boris prej povedal, na relaciji Ptuj-Ormož, Cestica-Ptuj, Cestica-Ormož in podobno. Slavko Perc, predsednik društva Antonovanje na Kogu, je izpostavil pomanjkanje zanimanja za delo v turističnem sektorju, saj mladi željo za boljšim življenjem odhajajo z obmejnih območij. Razmisliti bi veljalo o spodbudah mladim in jim ustvariti boljše temelje za življenje ob meji. Turisti si bodo vedno želeli pristni stik z domačini, poudarja Slavko Perc. Lepo je tu, pa dobri ljudje smo, samo tega se ne da živeti. Treba vsak, kako bi rekel, mi smo začeli, bili smo tista generacija, ko se spomnim, bili smo stari 25 let, ko so se rezali telefone, ko so se rezali vodovode, elektrika in tako dalje. Pa smo se bolj trudili v lokalni skupnosti, da se povezujemo, pa smo se čakali, tisto stvari. Prvi, pa ena strategija razvoja države Slovenije, ko smo hodili na Rodico, pa smo napravili tu v Ravnici, bo pa prašičarija, pa smo šli v prašičarijo, pa smo se čakali leta 2008 klasične prašiče kuge v sosednji Hrvaški, pa smo plačali ceho 3 po pol mesec za prodaje, mislim zaprta prodaja, da smo držali za Bruselj, da se ni preglasila in tako dalje, mislim, kako rekel, razširila. Vedno smo bili lepi, vedno smo bili dobri, ampak meni imamo 4 dece, pa mi rečejo, ata, lepo je, vse je fajn, samo jaz za takšne male peneze, od zorana do večera, kako to delaš ti, nam delo. Turizem mora postati vzvod gospodarskega in družbenega razvoja, pri čemer so ključni odprta komunikacija, skupni projekti in prenos dobrih praks, je v nadaljevanju poudaril Danijel Vrbnjak.
Le okrepljeno sodelovanje z drugimi občinami in mednarodnimi partnerji bo omogočalo zgraditi trajnostno prihodnost za celotno regijo. In še enkrat, vsi skupaj bomo uspeli, če bomo znali skupaj stopiti, če se bomo znali pogovarjati. Ampak nema narobe razumeti, ne. Mogoče se zdaj edini, ki mu to povedal na glas. Vsak mora napraviti svoj delež. In samo tako bomo uspešni. Tudi tako, kot je bilo prej predstavljeno Interreg Slovenija-Hrvaška, prišlo bo verjetno veliko projektov. Izbrati bo težko tiste projekte, ki so najboljše. Ampak še enkrat, želimo se najboljše, želimo si, Slovenija se želi za svojimi projekti najboljše za Slovenijo, tako kot si mi želimo najboljše za našo destinacijo. Poslušali se bomo, delali bomo, napredovali bomo, če bomo šli z roko v roke nasproti. Kar se tiče turizma, verjemite pa, da smo pa mi kot občine, ki sledimo temu, ki se zavedamo, da na turizmu moramo delati. Tudi javni zavod, ki se mora zavedati, da nam je turizem tisti, kar smo konec koncev z ustanovitvijo javnega zavoda šli samo v smeri s tem zato, da si želimo turizem pospešiti, da želimo delovati, sodelovati in pa da se želimo na tem napredovati. Zato še enkrat, mogoče zaključek moj je ta, delamo skupaj, z roko v roke, jaz verjamem, da nam lahko uspe. Dogodek je bil jasen pokazatelj, da povezovanje lokalnih akterjev tako v Sloveniji kot na Hrvaškem predstavlja ključ do uspeha pri razvoju turizma. Društvo Antonovanje na Kogu je tako s organizacijo okrogle mize dokazalo, kako pomembni so tovrstni pogovori in možnosti, da prisluhnemo eden drugemu, izmenjamo izkušnje in sploh da se začne razmišljati o skupnih čezmejnih projektih, usmerjenih v razvoj turizma. Osrednja prireditev Antonovanja na Kogu je Čurka Riada. Letos je to bila že 15. prireditev, ki na Kog privabi vse več ljubiteljev čurk oziroma pristne domače kulinarike. Na Čurkarijadi razglasijo rezultate z ocenjevanja čurk in rezultate likovnega natečaja, ki nosi naslov Prašičereja na območju Prlekije in Medžimurja. V času Antonovanja na Kogu se vse vrti okrog prleških čurk oziroma kašastih klobas, za katere velja, da jim je prav Antonovanje na Kogu oziroma Čurkarijada prinesla novo slavo. Čeprav so že od nekdaj specialen produkt prleških kolin. Poznamo črne, sive in bele, odvisno od nadeva. Vsaka vrsta zase pa lahko predstavlja izvrsten kulinarični užitek. Gre torej za promocijo tradicionalne podeželske kulinarike, ki je skozi čas tudi prinesla večje povpraševanje in boljšo prodajo. Prodaja čurk je pri mesninah ima eno določeno specifiko. Je izredna, pri samih čurkah je izredna pestrost. Ene so take, druge so take, vse so pa najboljše. In morate si pač najti svoj krog ljudi, ki ste jih uspeli prepričati, da so vaše najboljše. In je vam uspelo? Zaenkrat še dihamo. Pravi predsednik društva Antonovanje na Kogu, družina katerega se tudi ukvarja s izdelovanjem čurk. Tradicija domačih kolin sicer zamira, čeprav dobro in preverjeno domače meso ceni vse več ljudi. Kot pravijo poznavalci, je prašičereja v Sloveniji v zadnjih 20 letih s 80 padla na manj kot 30%. Takšni in podobni dogodki pa bi lahko samo pripomogli k novemu zagonu te pomembne živinorejske panoge. Na Čurkarijado prihaja vse več obiskovalcev, tako iz Slovenije kot iz sosednje Hrvaške. Tudi v smislu turistične atrakcije kraju dogodek prinaša vse več. Zelo smo ponosni in veseli seveda na društvo, domače naše kogovsko Antonovanje. Seveda pridejo ljudje iz celotne Slovenije, iz vseh krajev, ter seveda iz sosednje Hrvaške, kar pa nas še posebej veseli, ker je to nekako, bi lahko rekli, mednarodno druženje na našem prelepem Kogu. Čurkarijada, ki je potekala minulo soboto, predstavlja vrhunec dogajanj v okviru Antonovanja.
Prireditev pa prinaša pokušino čurk in kogovski vin ter bogat kulturni program. Višek čurkarijade je podelitev priznanj za ocenjene čurke. Strokovna komisija in komisija potrošnikov sta 2 dni pred osrednjo prireditvijo ocenili 26 vzorcev čurk. In glede na zbrane točke je kar 14 čurk prejelo najvišja zlata priznanja, 10 srebrna in 2 vzorca bronasti priznanji. Strokovna komisija je pri beli čurki, kjer so bili 4 vzorci, zlata priznanja podelila. Mesnici Manči Emanuela Bubeka, domačiji Žinko in Renati Požgan Bubek, ki ima dopolnilno dejavnost na kmetiji. Sivih čurk je bilo 9, od tega so zlata priznanja prejeli. Renata Požgan Bubek, Franc Anušek, domačija Žinko, kmetija Sever, Anton Kolarič in mesnica Manči Emanuela Bubeka. Črnih čurk je bilo največ 13. Zlata priznanja je prejelo 5 čurk. Kmetija Sever, mesnica Manči Emanuela Bubeka, Renata Požgan Bubek, Nojtomi in gostilna Pr Matičku. Komisija potrošnikov je v vsaki kategoriji določila najčurko. To je tista z največ prejetimi točkami. Po njihovem mnenju je izdelovalka najčrne čurke dopolnilna dejavnost na kmetiji Renate Požgan Bubek iz Godenincev. Najsivi čurki sta bili 2, ki sta obe prejeli 19 točk od 20 možnih. Domačija Žinko iz Libanje in Anton Kolarič iz Obreža. Najbelo čurko so izdelali v mesnici Manči iz Ormoža Emanuela Bubeka. Čurka je dobila vse možne točke, kar pomeni 20 točk. Podelili so tudi priznanja za najboljša likovna dela, ki so prispela na natečaj, ki ga naslavljajo prašičereja na območju Prlekije in Medžimurja. Vseh 294 likovnih del je na prireditvi bilo tudi razstavljenih in so predstavljala odlično kuliso dogajanju. Priznanja so dobili mladi likovni ustvarjalci, ki so zasedli prva 3 mesta. V kategorijah vrtci, prva triada osnovnih šol, druga triada osnovnih šol, tretja triada osnovnih šol ali srednja šola ter osnovne šole s prilagojenim programom. To pa še ni bilo vse. Dosedanjega vrhovnega promotorja čurk Matjašeka I. Kogovskega, ki ga pooseblja Ivan Žinko, so po 5 letih uspešnega delovanja povišali v gospodarja čurk. V ta namen je prejel tudi svečano listino, a s tem najbrž tudi nove skrbi. Ja, vlagamo zelo veliko, bi rekel, v promocijo, ne? Saj tudi bomo zdaj poskusili, ker zdaj, kako bo Sonja sledilo, bi rekel, da bi to našo čurko res poenotili, odnosno avtohtono zaščitili z nazivom prlaška čurka ali pa kogovska čurka ali pa nekaj. Trudimo se, promoviramo zelo veliko, ne, ljudje imajo odziv, radi probajo, radi jejo, ne, in udeležba tudi je vedno večja, ne. Tudi letos so na čurkarijadi med vstopnicami izžrebali srečneža, ki je prejel 100-kilnega živega gujdeka. Vstopnica številko 74 je srečo prinesla Elizabeti Erbus iz Ptuja. Smučarskemu klubu Sveti Tomaž je uspelo umetno zasnežiti in obdržati snežno odejo na smučišču Globoki Klanec v Hranigovcih. Smučišče so za sankače odprli minuli četrtek, z letošnjo smučarsko sezono pa pričeli v petek, 17. januarja od 17. do 21. ure. Smučišče smo obiskali minulo soboto, naslednji večer po uradni otvoritvi smučarske sezone. Glede na dovolj nizke temperature v minulih dneh je članom smučarskega kluba Sveti Tomaž tudi v tekoči sezoni uspelo narediti dovolj umetnega snega, da so minuli petek, 17. januarja, prvič v tej zimi pognali svojo 520 metrov dolgo vlečnico
in globoki klanec je oživel. Mislim, da smo začeli z osnaževanjem tam okoli 12. januara, če se ne motim. Nekako tako je bilo. Petek je bil, pa te smo celi vikend delali 4 dni. Pa smo te naredili, kako je za snega, ne, nam je uspelo. Mraz je bil. Ja, verjetno je pomembno, ne, torej temperature, kakšne morajo biti najnižje, torej da se umetni sneg obdrži. Ja, zdaj najbolj pomembno je, kad tam vse je nekaj -5, pa kad je zračna vlaga okoli 60-70, to je optimalno, kad se da delati, ne. Drugače ne gre. Sicer pa je tako, če gledaš, poraba električne energije je ista pri -5, kot pri -15, ne, to je pač ne. Koliko topov je trenutno na razpolago? Zdaj aktivnih je 4, eden je v rezervi vedno, tako da če se kjer kaj stavi, te samo drugega preklopimo, ne. In to potem zasnežuje celo noč ali kako to poteka? Ja, zdaj smo sicer potem imeli malo težave, ker smo totih položnic smo nekaj ne razumeli, ker je tota omrežnina bila poleg. Tako da smo videli, ko porabljeno energijo imamo dejansko poceni, ampak imamo visoko omrežnino, tako da smo zasneževali že ob 6. večer, če je bilo možno, pa drugi dan do 10. No, koliko recimo snega se napravi eno noč? Ja, zdaj so delali tope zmogljivosti mojo 60 kubikov, ne. Zdaj pa so delali nekaj z polovico, to se pravi 30 kubikov na top. Naredili smo okoli 1000 kubikov snega, kaj sem jaz malo preračunal. Koliko vas pristopi torej zraven k delu, ko deluje to smučišče, najprej pri zasneževanju, pa potem tudi vse to, kar je potrebno sedaj, ko poteka torej smučanje? Pri zasneževanju smo se tako menjavali, ne. Po 2 smo bila tu, jaz sem tudi bil vedno skoraj vse dni. 2 sta te bila 3, mogoče, zdaj pa tako po 10 ljudi nicoš, ne. Ker gori se spušča in gori obvezno mora biti neša, da ne prija do defekta, ne, na vrhe. Na sredini, ne, bistveno. No, ste s opremo, sedaj vse, kar imate, vidimo, da imate tudi teptalnik, to je nova zadeva? Ne, teptalnik je že malo starejši, tam mogoče 20 let star, ampak še dober, ne. Še služi svojemu namenu, letos smo ga kar nekaj renovirali, tudi vlečnico smo renovirali, tako da je pošlihtano to. Koliko recimo smučarjev in sankarjev torej pride na dan, verjetno za vikend veliko več, ne? Ja, zdaj mislim, da je zdaj vrhunec za nas, kaj se vidi, ne. Jaz rečem, da je tu okoli 200 ljudi. Je pa danes drugi dan, ne? Ja, prav smo odprli z smučanjem pa sankanjem včeraj, v petek, ne. V četrtek pa je bilo brezplačno odprtje samo z sankanjem, ne. Torej, kdo prihaja na to smučišče? Verjetno šolarji tudi, kako je to razporejeno? Zdaj celi tam imamo športne dneve še. Ima Ormož, Sveti Tomaž, Gorišnica pride. Velika nedelja je že imela športni dan, zasedeno do konca. Ker čez teden do pol dne ne obratuje vlečnica, ne, samo večer, ne. Pa zdaj dosti je sankačev, te še učijo se, imamo enega učitelja, ki prije učiti sen. Bravo, povejte nam še, no, kaj vas žene člane? Kajti vemo, da je to veliko dela, velik entuziazem, da to vse funkcionira kot mora. Ja, volja, ja, nekša volja, pa vsi smo dejansko od malega smo vsi poleg, ne, in pa dogajanje, ja, nekša, to je čisto neko drugo vzdušje, da tu, ne, da se smučišče odpere, ne. Tak nekako, lepo je. No, v ponudbi je predvsem za vse ostale, torej večerna smuka, to se pravi od katere pa do katere ure? Večerna smuka je od 17. do 21. ure, zdaj čez vikend pa imamo tudi jutranjo, od 9. do 1. ure. Za vse? Za vse, ja. Kak je z stopnino? Stopnina sanka je po otroku 5 evrov, smučanje na otroka je 10 evrov, odrasla pa je 15 evrov. Kaj pa ostalo, recimo še deluje tam kavarna oziroma bife? Ja, tam ima gostinec Ranč Laso z Zagorja, ki ima tudi objekte, kaj davlja za veselice ven, ne. On se meni pred 2 letoma najbolj dopadno, pa sem jaz rekel, kaj bi on imel, pa smo se zmenili, tudi smo se pogodili, kaj mi delavci dobimo prijem malce,
tako da smo v reji vse kompatibilno naredili. Iskrene čestitke s upanjem seveda, da bo sezona čim dlje trajala, ne? Bo treba še kaj zasneževati? Ja, malo še imamo v plani nocoj, če da je tako mrzlo. Te pa upamo, da ne take otoplitve, kot je napovedano. Ne? Kako dolgo je lani obratovalo? Mislim, da je lani obratovalo enih 15 dni, 18 dni, nekaj takšnega. Je to bilo rentabilno potem? Ja, nekako se tu pokrije te elektrika, pa nekako gre skozi. Pa z voloj pokrijemo vse. Ne? Gospod župan, pa se je začelo, ne, tudi tukaj na tem vašem smučišču. Kje so smuče? Ja, res je, trenutno sem jih malo še dal na toplo, drugače pa mogoče, da stopim v nje in poizkusim užitke v tej lepi dolini Hranigovec, kot rečemo po domače, sicer pa uradno Globoki Klanec. Torej, občina seveda podpira na vse načine delovanje tega smučišča, grejo pa vam seveda na roko tudi nizke temperature, ne? Vreme je zelo pomembno. Ja, res je, kot zadnje leta ugotavljamo, zima se pravzaprav prične komaj tam po 1. januarju, tudi letos smo priča takemu vremenu. Upajmo, da bo to vreme vztrajalo, da bo čim dlje takšna temperatura, ki bo služila tem pogojem. Se, če vidimo v mojem ozadju, otrok in pa smučarjev, željnih smučanja je ogromno. Prvi dan danes pravzaprav in takšen vikend paket bi rekli, ko so prišli sem, kaj res v čudovitem številu in vesel sem, da ljudje to sprejemajo kot nekaj svojega, predvsem pa nekaj, kar je tukaj sredi prleškega sveta, kar je pravzaprav za mnoge nerazumno. Saj gre za najnižje ležeče smučišče in v vsakem letu, vsaj zadnje leto lahko rečem, delujoče smučišče. Daleč v okolici ni takšnega smučišča, ki je tako domače, ki je tako tudi dobro bi bilo obiskano, ne? Verjamem, da ste na občini oziroma da ste zelo ponosni, ne? Ja, vsekakor, poglejte, mi verjamemo, da se tukaj ne moremo iti vrhunskega športa, kar se tiče smučanja. Vsekakor pa so prvi koraki smučanja za naše najmlajše, za otroke. Tukaj je ena pravšnja priložnost, da se lahko poizkusijo, predvsem pa, da se naučijo tistih osnovnih začetnih vrlin, ki so za smučarje pomembne. In jaz verjamem, da so starši zelo zadovoljni, srečni, da je to tukaj. Tudi kar se tiče finančne strani, saj je to smučišče bistveno lažje dosegljivo, kot pa kakšno smučišče, tisto bi rekli ta pravo smučišče nekje na Arehu, Rogli ali pa še kje drugje. Tako da tudi z finančnega vidika gledano verjamem, da smo tukaj pri Svetem Tomažu bistveno bolj konkurenčni. Zelo nerada vas vprašam, ampak moram, ne, koliko pa občino stane to smučišče, da ga, torej verjetno ga kar konkretno podpirate finančno. Glede, skozi vsa ta leta je občina Sveti Tomaž in tudi že prej kot občina Ormož, kot skupna občina v prejšnjih letih vlagala kar nekaj sredstev za vzpostavitev tega smučišča tukaj na tem področju. To ni bilo vsekakor nezanemarljivo, bi rekli, kar se tiče finančnega zalogaja, še posebej takrat v času skupne občine Ormož. V teh zadnjih letih lahko rečem, da ne gre za neke velika vlaganja, več ali manj gre za neke dotacije, ki jih občina zagotavlja iz leta v leto. Odvisno je seveda tudi od tega, kako dolgo smučišče deluje, pa tudi od samega finančnega izplena glede samega delovanja, ko se pač nekako seštejejo plusi in minusi in vidimo vsi skupaj, kako smučišče stoji. No pa vseeno recimo nek znesek, ki ga torej občina prispeva? Vsekakor smučarski klub dobiva dotacijo iz občinskega proračuna, ki pa ne presega 5000 evrov na letni ravni. To pomeni, da ni problematično. Verjetno pa tudi kaj pomagate pri opremi oziroma ste pomagali. Res je, kar pravite, da ni problematično. Najbolj problematično v tem trenutku pa je žal to našo elektrogospodarstvo, ki je globoko zarezalo z svojimi omrežninami tudi na področju našega smučišča. Položnice, ki se dobivajo z tega naslova, so enormne, se pravi, ne moremo razumeti, kako je lahko do tega prišlo in res mogoče tudi na tem mestu apel vsem, ki lahko karkoli na tem področju storijo, bi rekel malo zdrave kmečke pameti v glavo in zadevo spremeniti, namreč to se nam ne zdi pošteno, ni nekako v nekih človeških merah in te izgube, ki se bodo pojavile, ne samo tukaj pri nas, ampak na vseh slovenskih smučiščih, so pravzaprav rezultat čudnega početja tistih, ki so odgovorni na področju elektrogospodarstva v Sloveniji. No najbrž vas to zelo žalosti.
Vsekakor, pogledajte, takšna odločitev ne more biti upravičena z nobenega vidika. Ne morem verjeti, da se lahko zgodi nekaj takšnega, glede na to, da se je vedno in povsod zaračunavalo samo tisto, kar je bilo res porabljeno. Tukaj ne moremo reči, da gre za tisto, kar je bilo porabljeno. Opravičujejo se z različnimi izgovori, zakaj ta omrežnina in tako naprej, ampak dejstvo je, če se porabi toliko in toliko nekšnega, bi rekel, v tem primeru elektrike, naj se tudi toliko zaračuna. Nikakor pa ne zaradi obremenjevanja omrežja, ne vem kakšnega drugega izgovora, ki ga država išče na tem področju, zaračunavati predvsem v gospodarstvu in pa v takšnih panogah, kot so smučišča, te zneske, ki jih ne bomo mogli prenesti. Zagotovo povem, da ne, in jaz računam, da bo prevladala pamet in bo država naredila korak nazaj in spremenila zadevo tako, kot je bila v preteklih časih. Je bil kritičen župan občine Sveti Tomaž, ki ogorčenje nad potezo vlade v zvezi s omrežninami ni skrival. Omenjeni dodatni strošek je namreč za smučarski klub velik zalogaj, ki bi čisto mogoče lahko zamajal vztrajnost in zagnanost vseh, ki so vpeti v delovanje tega domačega smučišča. Smučišče deluje brezhibno, za vse je poskrbljeno, kot smo videli, od varovanja do parkirišč, do same zelo lepo urejene smučarske in sankarske steze. Verjetno gre v največji meri za entuziazem članov smučarskega kluba. Vsekakor, gledajte, smučarski klub ima toliko in toliko članov, ki se v teh trenutkih, ko smučišče pravzaprav zaživi, aktivira do popolnosti. Vsi, ki so vključeni tako ali drugače v delo tega društva, so aktivni in kar je najbolj pomembno pri vsem tem, gre za prostovoljnost. Gre za zastonjskost, gre za privrženost temu klubu, seveda si iskreno željo, da smučišče zaživi, da deluje in to jim je pravzaprav eno največjih zadovoljstev. Na vse zadnje tudi nam, na občini Sveti Tomaž, in verjemite mi, če je potrebno karkoli kdaj postoriti, tudi kakšen evro premakniti za karkoli tukaj v tem smučišču pri Svetem Tomažu, nikoli ne bo problem. Se vidimo, da gre za ljudi, ki so polni entuziazma, predvsem pa želje narediti nekaj dobrega za kraj. Smučišče Globoki Klanec so člani smučarskega kluba Sveti Tomaž pod vodstvom dolgoletnega predsednika in gonilne sile vseh aktivnosti okrog smučišča Ivana Grašiča postavili leta 1997. V Avstriji so kupili rabljeno vlečnico in jo s prostovoljnim delom postavili kar sami. Za 3 hektare zemljišča lastniki nikoli niso zahtevali najemnine, še pomagali so pri gradnji in pomagajo še vedno pri urejanju smučišča. Smučišče ima torej vse, kar imajo in morajo imeti veliki. Vlečnico, od leta 2017 zasneževalni sistem, katerega gradnjo je financirala občina Sveti Tomaž. Teptalec snega, reflektorje za nočno smuko, urejeno imajo vso potrebno dokumentacijo in opravljene vse strokovne preglede naprav. Vsako zimo pa se nadejajo dovolj nizkih temperatur, ki pogojuje trajanje smučarske sezone. Razen smučanja in sankanja imamo tot okrog še druge možnosti za zimsko rekreacijo. Od 10. januarja je odprt tudi zimski bazen, ki se, kot je znano, nahaja znotraj gimnazijske zgradbe. Za vstopnino 3 evre se tako lahko tudi v zimskem času odpravimo na plavanje ob petkih, sobotah in nedeljah ter ob praznikih od 14. do 20. ure. Zimski bazen in savne, ki se nahajajo v zgradbi ormoške gimnazije, že več kot 2 desetletji občanom občine Ormož v zimskem času ponujajo svojevrstno sprostitev. Samo bazen pa dobro služi tudi šolarjem in otrokom iz vrtca za plavalne tečaje in podobno. Ni olimpijski bazen, je pa čisto zadosti, da se malo namočiš in malo poplavaš, rekreiraš, razgibaš, kar je tudi namen. Tako zimski kot letni bazen v Ormožu je leta 2021 v upravljanje prevzel občinski zavod za turizem, kulturo in šport.
Predtem ju je najprej poletnega, naslednjo sezono še zimskega vzel v najem samostojni podjetnik Franc Škorjanec, ki je zaradi slabega poslovnega rezultata nad to dejavnostjo kmalu obupal. Pred Škorjancem pa je dolga leta, praktično od začetka oba bazena ob vsakoletnem pokrivanju izgub strani občine upravljala ormoška komunala. Čeprav sta obe kopališči, tako kot v prejšnjem prispevku omenjeno drsališče, za občane poseben privilegij, se jih ne poslužujejo v tolikšni meri, kot bi bilo možno. A javni zavod kljub temu zgodbo pelje naprej, saj obisk raste, pravijo. Obisk vsako leto raste. Lansko leto, se pravi, ko smo ga tudi odprli na januarja, februarja, marca, začetku aprila, smo imeli več kot 600 kopalcev. Eno leto prej, ko smo imeli tako rekoč enak odpiralni čas, januar, februar, marec in april, pa smo našteli do 500 kopalcev. Kopalke in kopalci naraščajo, to nas veseli. Zakaj pa ne bi? Saj so tudi cene ugodne. Za rezidentke in rezidente občine Ormož samo 3 evre. Za študente in upokojence pa samo 2 evra. Kaj še hočeš več? Res poceni, tako da to treba skoristiti. No, vemo torej sploh Ormožani ceniti to, kar imamo tukaj in se posluževati tega. Kakšno je vaše mnenje? Ja, moje mnenje je tak. Tisti, ki razumejo javno službo pa javno dobro, to skoristijo. Ne moramo pa ljudi siliti v neke dejavnosti, če jim niso. Jaz razumem, eni ne grejo v bazene, eni ne grejo na drsališče in tako naprej. Eni pač se ne rekreirajo. Je pa res bogata rekreacijska ponudba, tako rekoč javnega dobrega tukaj v naši občini. V primerjavi z drugimi enako velikimi občinami je občina Ormož res veliko vložila za javno dobro in sofinancira in vzdržuje praktično vse te športne objekte in nas, občane in občanke, spodbuja k tako rekoč zdravemu preživljanju prostega časa in temu tudi posledično k zdravemu načinu življenja. Razen kopanja, kopališče za 5 evrov po osebi ponuja tudi razvajanje v savni. Za 1 evro pa je možno najeti še brisačo in garderobno omarico. Rokometni klub Gorišnica, član 2. državne lige, je minulo soboto organiziral memorialni rokometni turnir v spomin na tragično preminulega Franca Šandorja. Na turnirju sta nastopila tudi predstavnika iz naše občine, Rokometni klub Jeruzalem Ormož in Rokometni klub Velika Nedelja. Slednja sta zaigrala tudi v velikem finalu. Franc Šandor je bil človek, ki je bil zaljubljen v rokomet. Kot igralec je svojo pot pričel v Ormožu, natančneje v legendarni Mestni Grabi. Kot igralec je zaigral še za ekipo Moškancev Gorišnice. Po končani igralski karieri se je kot trener posvetil delu z mlajšimi selekcijami. Zelo uspešno je deloval v Ormožu in v Gorišnici. Bil je eden trenerjev združene generacije Ormoža in Gorišnice letnika 1997 in mlajši, ki je pri starejših dečkih B postala državni prvak, pri kadetih pa osvojila srebrno medaljo. Iz omenjene generacije izhajajo še danes odlični rokometaši Vit Lukman, Miha Kavčič, Tilen Kosi, Gašper Horvat, Tinček Hebar. Pred kratkim še aktiven igralec, sin Franca, Nejc Šandor. Frančeka, kot smo ga radi poimenovali prijatelji, smo izgubili junija 2014 v tragični prometni nesreči. Na memorialnem turnirju Franca Šandorja so poleg gostiteljev Gorišnice nastopili še član lige NLB Jeruzalem Ormož, član 1. B lige Velika Nedelja in član 3. Madžarske lige St. Gotthard oziroma Monošter. V prvi polfinalni tekmi so domačini za napredovanje v veliki finale zelo namučili Ormožane. Slednji so odigrali slabo tekmo in se na koncu veselili zmage s 25-23. Polčas 12-10 v prid Gorišnice, ki je v drugem polčasu vodila celo za 3 zadetke. V nekaterih trenutkih tekme ni bilo jasno, kdo je igral v elitni ligi NLB in kdo v drugi ligi. Pri domačih je blestel Urban Tement, ki je dosegal zadetke iz razdalje. Tement se je ustavil pri 8 doseženih golih. 5 je pri domačih dodal Žan Ozmec in 4 Mihajlo Timarac.
Pri zmagovalcih je Tadej Sok tekmo končal pri kar 10 golih, 4 je prispeval Jure Lukman. V drugem polfinalu je Velika nedelja pričakovano lahko z 24:12, polčas 12:6 premagala tretjeligaškega predstavnika iz Madžarske. V velikem finalu sta se srečali ekipi Jeruzalema in Velike nedelje. Po zaslugi obramb Filipa Ramfla, 5 do odmora, so tekmo bolje pričeli Ormožani in večkrat povedli z 2 zadetkoma prednosti. Po seriji 3 zaporednih zadetkov so Bikci iz Velike nedelje v 15. minuti prvič povedli 7:6. Do odmora izenačena igra in izenačen rezultat. Jeruzalem Ormož 9, Velika nedelja 9. Drugi polčas je član prve B lige krenil brez poškodovanih Blaža Majhna in Borne Srage. To se je preveč poznalo pri igri Velike nedelje, kjer je šepala tudi igra za igralcem več. Jeruzalemčki so vse to spretno izkoristili in v 36. minuti povedli s 5 goli prednosti, 18:13. Tudi na koncu je zmaga Jeruzalema ostala pri 5 golih prednosti, 20:15. Vratar Ramfel je zbral 7 obramb, Aljoša Munda je bil prvi strelec Ormožanov s 4 doseženimi goli. Pri Veliki nedelji je Tit Grabovac dosegel 7 golov, 4 iz črte 7 metrov. Po koncu turnirja sta pokale najboljšim podelila predsednik domačega kluba Luka Zorli in Ec Šandor. 4. mesto so osvojili rokometaši iz Monoštra, 3. mesto domači rokometaši Gorišnice, na 2. mesto je pristala Velika nedelja in 1. mesto je pripadlo rokometnemu klubu Jeruzalem Ormož. Nagrado za 1. mesto je prevzel kapetan David Bogadi. Vse pohvale si za organizacijo turnirja zasluži rokometni klub Gorišnica s svojimi delavci. Rokometaše Jeruzalema začetek drugega dela sezone čaka v petek 7. februarja ob 19. uri, ko na Hrdeku gostuje zasedba Krškega. Velika nedelja s tekmovanjem v prvi B ligi prične že to soboto, 25. januarja ob 19. uri in 30 minut. Na domačem terenu bo odigrala zaostalo tekmo 12. kroga proti Ajdovščini. Rokometni klub Gorišnica je ob memorialu Franca Šandorja organiziral tudi regijski turnir v mini rokometu. Turnirja so se svojimi ekipami udeležili domači rokometni klub Gorišnica, Jeruzalem Ormož, Velika nedelja, Drava Ptuj, Rače, ženski rokometni klub Millennium in osnovna šola Podgorci. Pravico nastopa so imela dekleta in fantje, rojeni leta 2015, 16, 17 in mlajši. Napram prvemu turnirju, ki je potekal v Ormožu meseca oktobra, je napredek pri vseh klubih in posameznikih očiten. Zato ne čudijo zadovoljni obrazi otrok, trenerjev ter staršev po koncu turnirja. Najmlajša je obiskala tudi maskota Rokometne zveze Slovenije. To je bila tokrat Meta, saj je bil Roko zadržan z drugimi obveznostmi. Tudi v tem primeru si organizatorji za organizacijo zaslužijo visoko oceno. Mini rokometaše v soboto 1. februarja čaka nastop na novem regijskem turnirju. Tokrat bodo gostovali v Gornji Radgoni.
To je vse za danes. Prihodnji teden boste lahko videli, kako je bilo na Vincekovem rezu v Mestnem Vinogradu, kako na Vincekovem pohodu v Podgorcih, kako delujejo gasilci v Svetem Tomažu in kako se bo na pustni torek možno posveseliti v Ormožu. Ter še kaj. Tako da se nam le pridružite tudi čez teden dni. Ta čas pa pazite nase in srečno!